bombonček, mentolov je, res se soži. Ne hvala. Pa vi, mentolov bombonček? A bosta spet začeli? Kaj, samo prijazna hočem biti. Že 10-krat sem mama rekla, da ne maram bombonov. Sploh pa ne mentolovih. Ampak ta Rekla sem ne. Okay. Pa vi, gospod, vi boste enega, ne bo vam žal. Samo če boste potem vsaj malo tiho. No tako se pa ni treba pogovarjati. Kaj pa? A ne vidite, bombonček sem vzel, zdaj ga odprem, a vidite? Bedarja. Če je bil to srčni zastoj, sem jaz Taylor Swift. Pišejo, čeprav nimajo pojma, kot moja šefica, ki misli, da je požrla vso pamet tega sveta, ker ima ene policajske šole. Ampak jim nič ne pomaga. Če si butelj, ostaneš butelj. A si popolnoma znorela? Ne da bi vedela, čeprav delam tukaj na policiji. Takoj nehaj! A ne vidiš, da to, no, kako se že reče? Označuje položaj telesa ob smrti. Pa ti veš, da je ta položaj telesa tukaj že skoraj 2 tedna? Kaj pa jaz znate že na pamet? Takoj nehaj! Kako pa naj počistim tla? Jaz svoje delo opravljam temeljito, v nasprotju z vami. Nehaj, sem rekla! To mora ostati. A za zmeraj? Ne delaj se neumne. Dobro veš, da je to mesto zločina. Do zdaj je bil to delovni resor čistilke Monike, se pravi mene. In dokler primer ne bo rešen, mora ostati. Ne izgleda, da bi vam ta risbica kaj dosti pomagala, saj po 14 dneh ne veste nič več kot na začetku. Šefica je rekla, da mora ostati in konec debate. Zdaj razumem. To je tako rekoč vaš vozel na robčku. Kakšen vozel na robčku? Staro ljudsko zdravilo proti demenciji. A veš, v starih časih, ko so imeli ljudje samo robčke iz blaga, so si na njih naredili vozel. Mi misliš vozel? Na robčku? Za brisanje nosu? Ja. Zakaj? Da so se spomnili, česa ne smejo pozabiti. Kot torej vi. Pogledate tale obris. Se spomnite, kaj pravzaprav iščete. A si
A si ti malo nesramna, a? A jaz? Kakorkoli, nariši novo nazaj. Ne. Saj si jo ti izbrisala. Zato pa sem čistilka, da brišem. Ampak, No, da se boš malo igrala. ja kaj pa delaš? Preverjam, kako je ležalo truplo. In zakaj misliš, smo ga očrtali, da bi vedeli, kako je ležalo? Ja, bravo. No pa začniva še enkrat od začetka. Kaj torej delaš? Saj si me ti učila, da se je treba večkrat vrniti na mesto zločina, ker si imamo še nobenih dokazov, da je šlo za zločin. Ampak res pa je, da je bil Štefan Tomažič naš informant. Apropos, sploh veš, kdo je informant? Tisti, ki informira. Ja, in tale Štefan Tomažič. Tomažič nas je obveščal, kaj pripravljajo kriminalci. Robi, preprodaja drog. Take stvari. Ja, kaj pa še vemo o njem? Star 27 let, samski, visok 178 cm, težak 79 kg, svetlejših las, rjavih oči, brez posebnih znamen. Pred 17 dnevi, v sredo 17. marca ob 11:43 je tukaj na hodniku policijske postaje nenadoma padel s stola in tak. Bil menda v trenutku mrtev. Najbolj čudno pa je to, da je med prevozom v bolnico, ki naj bi ugotovili vzrok smrti, njegovo truplo izginilo. Zdaj nimamo ne trupla, ne vzroka smrti. Ja, bravo! Ste vi naša nova sodelavka? Ne, jaz tukaj samo odstranjujem nezaželene prašne delce. Že 7 let. Vaša čistilka Monika. Pa vas prvič vidim. Čistilke smo za nagrajene po navadi nevidne. Prosim? Nič. Hotela sem reči, da vas jaz vidim vsak dan. Mogoče se lahko kar tikava. Ne, hvala. Ampak, povejte mi, kako da vi, kot nepooblaščena oseba, veste vse o tem nesrečnem slučaju. Naši hodniki so izredno, kako bi rekla, akustični. Jaz si nisem nikoli nič povedala. Dovolj. Prosim, če v prihodnje delate samo to, za kar ste izučeni, ja? Komod. Ti pa, si že končno našla voznika rešilnega avta, ki je Štefana Tomažiča odpeljal? Ne. Je še na dopustu. Do konca meseca. V Ameriki. V Ameriki? Ja, dobro. Kje pa so osebe, ki so v času smrti Tomažiča čakali z njim na hodniku? Misliš tisti dve žeparki in podajalko? Našli smo podajalko in eno žeparko, ki pa je druga, na vsak način smo ji nasledili. Dvomim. Trenutno torej iščemo dve osebi, eno živo in eno mrtvo. Kaj pa, če tale Tomažič sploh ni mrtev? To je nemogoče, je ful glasno padel. Tu! To še ne In pomeni. ni dihal. A si prepričana? Ja. No, se mi zdi. Tako so mi rekli. Vsi tam so mi rekli, pojdi mi raj po kavo. Mogoče so ga pa kriminalci, kakšna japonska mafija, s pomočjo obeh žepak samo omamili, med vožnjo v bolnico pa ugrabili. Japonska mafija. Ja. Zakaj ne Če je bil informant, je imel mogoče kakšno koristno novico za fante iz Podzemlja. Ali pa tako, za katero niso hoteli, da jo pove vam. Ja, in kako naj bi ga Japonci ugrabili? Japonci sem rekla kar tako. Saj veste, da niso zmeraj Rusi. Po drugi strani je pa že sumljivo, da si lahko navaden voznik rešilca privošči enomesečni dopust v Ameriki. Ja, še pa to ne moram za več kot 3 dni. Ni časa. Ja, ne. Ta voznik je popolnoma zanesljiv. Poznamo ga že 14 let in prepričana sem, da je... Ja, pa kaj se vi spet dotikate? Brainstorming. A?
dajte vi malo več nevihte o vaše delo. Komod. Jaz pa bom še enkrat zaslišala tiste žepah, ko in... Ja, pa kaj vam sploh razlagam? Prosim, vidite. Že 100-krat. 100-krat sem vam povedala, da jaz nisem kradla. Na noben način. Tega mi ne boste obesnili. Čisto pošteno sem se ogledovala nove parfume, ko je naenkrat k meni stopil tisti orangutan od človeka, rekel, da je varnostnik in... A rabite mogoče kave? Hvala. Torej, rekel, da je varnostnik in me na silo odvlekel sem. Tamle na hodniku sem pa bila za višek vsega še priča grozljivi smrti. Še zdaj se tresem. Dobar dan, gospa. Pascal Blic. P-A-S-Q-U-A-L-Ö. Prosim? Samo svoje ime sem vam črkovala, vaša pomočnica ga ni znala napisati. Je namreč francosko. Tukaj piše, da ste uradno Paula Blisk. P-A-V-L-A, ja? Ja, ampak Dobro, to smo torej rešili. Prebivališče? vse sem že povedala vaši pomočnici. Tak je protokol. Povejte še enkrat. Zanimivo, da imate enak protokol kot bolnišnice. Prosim? Veste, pred 3 tedni sem bila na manjšem posegu. Ušesa so mi štrlela. Poglejte, a niso zdaj... Vaša ušesa me zdaj najmanj zanimajo. Škoda. Hotela sem povedati, da sem, preden so me v bolnici končno sprejeli na oddelek, morala vsaj 6 ljudem v razmiku pol ure povedati ime, priimek, starost in svojo zdravstveno težavo. Pred operacijo pa me je spet vsak, ki je prišel mimo, vprašal, kako me ime in datum rojstva. A imate v bolnicah in na policiji enake probleme, da vse takoj pozabite? Po naših podatkih se vi, gospa Paula. Gospodična, prosim lepo. Gospodična Paula. Na policijski postaji kar dobro spoznate. 1, 2, 3, 6, 7-krat. Tako rekoč, naša stara znamka ste. Potem se pa lahko kar tikava, ne? Danes bi se pa vsi tikali. Raj povejte, kje stanujete. V hotelu Beli delfin. In drugače, V kakšnem drugem hotelu? a svojega stanovanja ali hiše nimate. Ne. A je to kaznivo? Ne bodite preveč duhoviti, ja? Mi še nam misel ne pride. Se me tako ne bi razumeli. Prosim? Nič? Torej, pred 17 dnevi ste bili pripeljani na... Nisem bila pripeljana. Tisti orangutan od varnostnika me je privlekel. Sploh ne Ste vem, bili pripeljani na policijsko postajo zaradi suma kraje v parfumeriji Dišava. Takrat smo v vaši torbici našli 3 stekleničke izredno dragih parfumov, za katere nikakor niste mogli predložiti računa in za katere prodajalka že 100-tič vam rečem, da ne vem, kako so se parfumi znašli v moji torbici. Nimam pojma. Še najbolj verjetno je, da sem jo položila na pult in je parfume kdo drug po pomoti dal vanjo. Saj veste, torbice Louis Vuitton so si pravzaprav zelo podobne. Človek mora res natančno pogledati, da vzame svojo. Po naših podatkih je vaša torbica ponaredek. Niti ne preveč dolgo. No to je bil pa zelo nizek udarec. Ja, boste že preživeli. Kakorkoli, vaše Vuitton torbe me ne zanimajo, niti parfumi, ki jih vam je nekdo podtaknil. Zakaj sem potem spet tukaj? Zdaj mi pa dobro poslušajte. Parfumerija Dišava ima varnostno kamero. Na posnetku srede 17.3. je razvidno, da sta bili takrat v trgovini samo vi in vaša pajdašica, ki medtem, ko ste vi potiskali parfume v torbico, zamotila prodajalko. Ja, mimogrede, kje pa je? A prodajalka? Ne delajte se neumne, vaša pajdašica. Ne poznam nikogar s tem imenom. Povem vam, da počasi izgubljamo trpljenje. Pa če vam povem, da ne... Pridite. Izvolite, kar sedite. Vi torej, ja.
Vitore. Vitore prodajate parfume v butiku Dišava. Ja. In v sredo 17.3. dopoldan ste bili v službi. Ja. In v vaš butik sta približno ob 9:30 stopili dve, citiram, sumljivi osebi. Ja. In zakaj sta vam bili sumljivi? Ena je imela zelo slabo ponarejeno torbico Louis Vuitton. To je sumljivo, kaj ne? Ne da bi vedela. Itak, posebej. Nič. No, pa se vrniva k 17.3. Po vaši izjavi je začela ena od njiju sama odpirati tiste vitrine, kjer imate nastavljene najdražje parfume, ja? Najprej mi je ponujala ene grozne mentolove bombone. In ste jo opozorili, da tega ne počne. Seveda, mentola sploh ne prenašam. Zanima me, če ste jo opozorili, naj ne odpira vitrin. Ja, in to ne enkrat. In kaj pa se je zgodilo, ko ste jo opozorili zadnjič? Začela se cmeriti. Kako cmeriti? Ja, jokat, vekat, se dret, tekle se solze. Mi lahko malo demonstrirate? Jok, Ja. na noben način. Veste, da to pomeni oviranje preiskave? Poslušajte, že 4-krat sem morala vzeti neplačan dopust, da sem prišla sem in vedno me sprašujete isto. Ženski sta prišli noter, si ogledovali, preizkušali parfume, ena je začela odpirati vitrine, potem sem jo jokat, medtem je druga krala. To sem opazila in poklicala varnostnike. To je vse, a zdaj me pa še jokam. Res niste normalni. Tako se pa z mano ne boste pogovarjali. To vam Če vam povem, da ne poznam nikogar z imenom Pajdašica. dovolj. Mi vemo, da ji je ime Patricija. Vi pa nam povejte, kje je. In zakaj naj bi to storila? Ker bomo potem dogodek v parfumeriji mogoče malce pozabili. Lahko bom kar odšla in me ne boste nikoli več poklicali? No ja, če boste v prihodnje še naprej kradli, Nisem kradla. se bomo seveda še videli. Kje je torej Patricija? Nimam pojma. Poznate pa jo. Bežno. Skoraj da ne. Ne, pravzaprav jo sploh ne poznam. Ste jo v teh dneh vse videli, slišali, ne bi nam več radi, da Gospa, čistilka! A ne slišite? Oprostite, nič ne slišim. Kaj pa je? Ja, a lahko se sate malo kasneje? Saj ste sami rekli, naj se ukvarjam s svojimi stvarmi. Torej, Vzemite si danes prosto, imate plačan dopust, samo ugasnite to reč. mamot. Halo, vi, pa ne morete kak pustiti. Da prostor potrebujem za rekonstrukcijo dogodka. Če lahko pripomnim, za popolno rekonstrukcijo vam manjkata dve osebi. Mrtev Štefan Tomažič in tista druga žeparka Patricija. Kako pa... Tomažiča bo pač igrala moja pomočnica. Klara! Ja, pripravi svojo pričo za rekonstrukcijo dogodka. Razumem. Kaj pridite, gremo? No, izvolite. Sedite tja, kjer ste sedeli 17.3. In ti boš mrtev Štefan Tomažič, ko še ni bil mrtev. No, sedite tja, prosim. Tukaj. Ja, ste videli, kako ažurni znamo biti? Ja, zdaj rabimo samo še Patricijo, a ne? Ja, na to boste pa vi čistilka, Marta. Monika, prosim lepo. A potem nimam danes prosto? Jutri. Pomod. No, sedite tja. Vi, Paula, Pascal, prosim. sedite tja, kjer ste sedeli 17.3. No. Rečite tukaj Paula, Pascal. zraven Paule, podajalka, nasproti podajalke Štefan Tomažič, oziroma danes Klara, in zraven Klare vi Patricija Maric. Vi čistilka Marta. M-O-N-I-K-A. Pardon, torej gospa Monika. Torej, vsi
čakate na zaslišanje. In vi, Monika, se morate po pacu Tomažiča prva skloniti k njemu. Zakaj pa to? Tako se spominjam, tata Patricija se je komaj doma sklonila k njemu, že bil tam tudi voznik reševalnega avtomobila. Ki je na žalost v Ameriki. Ja, presenetljivo hitro je bil pri njem in ga odpeljal. No, vidite. Zato vas toliko krat kličemo, ker se vedno lahko spomnite kakšne nove podrobnosti. Tega nam namreč še nikoli niste povedali in jaz Inšpektorica Roza pri telefonu? Ja, a vi ste? Ja, zelo smo vas. Ja, seveda. Ja, a kar zdaj? Ja, odlično, torej do kmalu. Z rekonstrukcijo bomo nadaljevali jutri. Jutri ob isti uri, ja? Za danes pa hvala. mene ne bo. Naj pridemo po vas službenim avtom in vključeno sireno. Do jutri torej. Ja. In če vam povem, kje je Patricija, mi ne bo več treba Malo ste prepozni. Ravno prihaja. A Patricija pride... Pa pozabite, kaj sem rekla. Adijo. Adijo. Tudi vidve imata prostor. Že drugič v 3 minutah. A lahko to prinesem na poletni dopust ali božične praznike? No, gremo. Malo hitreje, prosim. Ja. Ja, zrak je čist. Pri zadnjih vratih, prosim, da koga ne srečate. No, le vstopite. A res ni nikogar? Samo midve, kot ste si želeli. Prostite, ampak zelo me je strah. Tukaj ste na varnem. No, le stopite naprej in povejte, kaj se je zgodilo. Vse odkar je tale umrl, me je strah. Česa? Opazujejo me in sledijo mi. A ja? Kako pa to veste? Pred nekaj dnevi sem po noči, ne da bi prižgala luč, šla v kuhinjo po kozarec vode in videla, da v sosednji hiši nekdo z daljnogledom opazuje moje okno. Gledal je prav vame. Potem pa hitro vstal in zagrnil zavese. Grozno. Mogoče je samo sosed opazoval zvezde. Ne, prihajajo tudi v moje stanovanje, kadar me ni doma. A ja? Ja, po duhu na vrata sem že nekajkrat napela tanko nitko, ko sem odhajala od doma. In vedno, ko sem se vrnila, je bila strgana. Prisluškujejo tudi mojemu hendiju in pregledujejo moje obleke, vse, razumete, vse, kar imam in mislim, da hočejo tole. A vašo denarnico? No ja, ni čisto moja. Od njega je bila. In kako to, da jo imate vi? No, ko je padel, sem skočila k njemu, da bi mu pomagala, da bi preverila, če še diha. In sem na tleh, tukaj nekaj, zagledala denarnico. Mislila sem, da jo je nekdo izgubil, zato sem jo Vzela? Ja, da jo vrnem lastniku. Ja, seveda. In potem? Prazna je bila. Nobene kartice, denarja, nobene fotografije, nič. Samo malo drobiža. Nočem končati kot on, zato sem jo prinesla. Hočete reči, da se bojite za svoje življenje zaradi prazne denarnice? Ja, v zadnjem času se mi dogaja preveč nesreč. Včeraj, na primer, sem šla čez cesto in je nenadoma proti meni začel drveti avto. Če me nazaj na pločnik ne bi potegnil nek fant, bi zdaj ležala kot on. Zato imejte tole, kar vi. Jaz hočem samo svoj mir. Ne, počakajte, niso še končali. Imam še nekaj vprašanj v zvezi z...
po 14 dneh. In to na policijski postaji. Zelo čudno. Ampak imajo pa komod. Nikaj. Zločine dobijo kar na dom. Zelo komod. In zelo čudno. Tega ne pa res ne mislim več gledati. Ma, pusti že to, no. Saj vidiš, da je že skoraj brez nog. Imaš pa šefico? Na Audi... Ja. Obdukciji za tisto Patricijo. A ne pa niso grabili s rešilca? No, vsaj pri varovanju mrličev ste napredovali. Še že ne veste, kaj se dogaja? Adio. In se že ve, kako je umrla? Zastrupljena puščica. Direkt v srce. Kot Robin Hood. Poslušajte, gospa Mojca. Monika. Torej, seveda, torej, gospa Monika. Torej, Monika, če že ne opravljate svojega dela, se vsaj iz mrtvih ne delajte norca. Saj se da. Samo puščica v teh Vaše teorije me ne zanimajo. Škoda. Kje pa so drugi? Kateri? A si spet pozabila na rekonstrukcijo? Mislim, da se je prav tedaj zgodilo nekaj ključnega. Se strinjam. Jaz bi se bolj osredotočila na mentolove bombone in tako hitro posredovanje voznika rešilca. A lahko? Kje pa sta prodajalka in Pavla? Pavla čaka zunaj. Prodajalka pa je rekla, citiram, da je niti s tankom ne spravimo več sem. Lahko ja igram jaz. Naj vam bo. Prodajalki pa napišite visoko kazen, ker ne spoštuje naših ukazov. In kdo bo preminula Patricija? Jaz lahko igram obe mrtveca, pa ja ni tako težko igrati. Sem tudi članica amaterskega dramskega Če krožka. lahko dodam, 17.3. je bila Patricija še zelo živa. A lahko počakam tukaj? Zunaj me! Nekdo me zasleduje. A vas tudi? Zaradi tega. To je res vse, kaj imam. Kaj pa to pomeni? Ko sva takrat čakali na zaslišanje, saj veste, midve s Patricijo, ko sva čakali, zaradi parfumov, sva opazili, da Štefan Tomažič. ves čas nekaj brska po svoji denarnici, ki je bila polna bankovcev. Patricija je rekla, da je bila čisto prazna. No, prazna je bila potem, ko sva se razdelili denar. Ja, se mi je kar zdelo. No, nadaljujte. Mislili sva si, če že čakava, pa lahko imava se kaj od tega. Tako sva izvedli na en trik z bomboni. Sem rekla, da so bomboni pomembni. Tišina. Dalje. In vse bi se dobro končalo. Če ti ne bi ampak midve ga res Očitna alergična reakcija na In mentol. potem nič. Potem je vse potekalo tako hitro, da sem komaj dojela. V naslednjem trenutku je bil pri njem voznik rešilca in že jo ni bilo. Ampak še prej sta bili pri njem tudi vidve s Patricijo. Prodajalka se spomni, da sta nekaj brskali okoli njegovih žepov. Seveda, hoteli so pomagati. Človek je le padel. Pomagati ali krast. Denarnico sva vzeli že prej, ko mi je Patricija ponujala naše bombončke. A lahko vidim vaše slavne mentolove bombončke? Mi jih je pa ravno zmanjkalo. Ja, a dajte, no. In če vas preiščemo? No, mogoče bom pa še našla kakšnega starega.
malo je prašna, ampak. Izvolite. Poskusi ga. A jaz? A kaj zdaj? In če je zastopljen? To je navaden bonbon, saj nisi nobena morilka. No vidiš, pa in verjamete, rekla je, da je navaden bonbon. Saj nisi alergična na mentol, a ne? Mogoče? Ja, a si ali nisi? Ja, torej nisi. No, poskusi ga. No. Kisel je. Sem rekla, navaden bonbon. Ker si bila tako pogumna, ti dam danes prosto. Si ne zaslužim vsaj 3 dni. Sem bila le v smrtni nevarnosti. Če ne nehaš, ti bom vzela še tega. No ja, bolje golob v roki, kot mat za strehi. Mogoče vas lahko izločim iz kroga osumljencev. Upoštevati treba tudi možnost, da Štefan Tomažič sploh ni mrtev. A se že enkrat nehate vmešavati? Komod, če mi daste prosto? Ne. Zaradi tega je morala Patricija umreti. Kaj? A denarnica? A je bilo v njej še kaj razen denarja? Mislim, da ne. Jo je pa Patricija začela uporabljati, ker je rekla, da je tako lepe denarnice škoda. Težko reči človeka, ne denarnice. A se vam res ne zdi čudno, da sta oba izginila? Ja, kdo oba? Ja, ta vaš informant in voznik rešilca, ki je nenadoma v Ameriki. A možem, greste malo pometati, se sam pospravljati, kaj jaz vem kaj. Ker moje potopljenje ima meje. Zdaj! No. Reč moram, da je res višek nespodobnosti, da sta z vašo pajdašico okradli mrtvega človeka. Pa saj vam pravim, da so ga ukradli prej, še prednji je padel. Umrl, ne padel. Mogoče je pa res, kar pravi čistilka. A zdaj boste pa še vi začeli. To je popolna aroganca. Nespoštovanje našega težkega... A me lahko takoj zaprete? Prosim. Rada bi šla v zapor, ker se na prostosti ne počutim več varno. Ja, no, to sem tudi nameravala. No, gremo. Ljudi pa včasih res ne razumem. Že 2 sta tukaj umrla, ta pa pride sem, da bo na varnem. Ja, še eno tako pa ji boste delali družbo. Kaj, a ni res? No, gremo. Sta jo pa res dobro čistili, niti centa nista pustili in to s pomočjo mentol... A zato je bila ta denarnica tako pomembna. Zanima me, kaj je... Točno! In ti boš naslednja. Saj sem vedela, Kaj pa? da je tale odtis na tleh brez veze, a ga končno lahko... Najbolje, da ostaneš tam, kje si. Komod? Tako reči, če ne... Še nekaj, usredi me boš tako ali drugače, kot si tudi voznika reševalnega vozila. Ja nisem ga ustrelil, samo zavedno se je preselil v Ameriko. Njemu in ženi smo priskrbeli zeleno karto in že vozi taksi v New Yorku. To je bila njegova druga največja želja v življenju. In prva? Da bi lahko postal ameriški predsednik. In misliš, da bom kaj verjela? Mi vseeno, če verjameš ali ne. Ampak rekel je, da bo kandidiral, če dobi državljanstvo. Mogoče mu bo pa uspelo, saj ima Slovenko za ženo. Na žalost ti tega ne boš nikoli izvedela. No, ne, ja. No, čip. Ampak Patricija pa si, zastrupljeno puščico. Ne jaz, Japonci so jo. Vsi? Čip hoče imeti vsi.
Od kolumbijske do ruske mafije, vključno z japonskimi jakuzami. In imel si ga pa prav ti. Je, ker sem ga okradel albanske mafije. Kradel. Ti. Ja. S pomočjo mentolovih bombonov. In ni bolj preprostega in učinkovitega trika za krajo. Nažalost se je za Patricijo malce tragično končal. In zame se bo izgleda tudi. Ker si videla, kaj na čipu, te nažalost ne morem pustiti žive. No daj. In če ga pogolnem? Vi, Matilda, pa res ne daste mi rukaj. Monika sem. Povem vam, da še nisem videla bolj neprijetne in nadležne čistilke. A vidva sta... Pa ne ste tudi vi upleteni? Ja, mislite, da mi s policijsko plačo kaj drugega sploh preostane? Zdaj še ne razumem, zakaj nikoli niste razrešili nobenega primera. Jaz sem pa mislila, da ste popolnoma nesposobni. No, to je pa bil eden vaših zadnjih komplimentov. Dajte čip. No. Vaju lahko še nekaj vprašam? Ampak hitro, čez 1 uro imava letala v Katar. Zaradi tudi poslujeta? Z vsakim, ki bi rad še več oblasti. Kupujeva podatke, jih prodajava, kupiva nove, no zdaj pa nama daj kar eno. Ja, in kako jo bova? To bova prepustila pliberški mafiji. Že čakajo zunaj, so mi dolžni še na majhno uslugico. No, čip, roke gor! Ne, Klara, na bobe si razumela, oba roke gor. Vi? In vaš so. Veš kaj, tako se pa z mano ne boš pogovarjala. Nič več se ne bova pogovarjali. Vidva pa boste imela za to v zaporu še veliko časa. No, gremo. Ja, kdo misliš, da si trapa? Interpol. Agentka pod krinko. Pa se imaš za to, da se delaš neumnega, moraš biti zelo inteligentna. Zato pa da misliš, kako so samo drugi neumni, ti pa edini pametni, pa niti ne. Tudi o tem boste lahko v zaporu premišljevala. No, gremo. Vam pa hvala za pomoč. In prosim, če tole risbico počistite. Tudi meni gre grozno na živce. Pomoč na vsak način.